včeraj smo ostali na mestu, ker nam je res pasel en dan bolj v easy. Sicer smo vsem delala, ampak je bilo fajn se vsaj ne voziti en dan, pa iti lepo v miru na sprehod popoldne. Ja, res je bil lep dan, mislim, da je bilo tudi Novki všeč, tako da sva kar zadovoljna. Danes se pa zdaj že naprej peljamo, najprej bomo šli iz te doline ven, nazaj na gruzijsko-vojaško cesto. Tukaj, kjer se ta cesta iz doline priklopi po glavni cesti, gre tudi ena gondola, ki te mislim, da pripelje na 3000 metrov, ampak nismo še čist ziher, kako je, tako da bo se tam pri gondoli ustavila in se bo še odločila, bo šli gor ali ne. Če bomo šli, bomo pol tukaj še verjetno, oziroma se bomo samo malo naprej zapeljali bolj zvečer, če ne bomo pa že danes šli dol v dolino na 1000 metrov ali pa kaj takega. V bistvu se zdaj nekako poslavljamo od hribov, tako da, ker že od tistega dvodnevnega pohoda sanjava o Kačapuriju, sva se odločila, da bi bilo fajn zaključiti tale Kavkaz z enim dobrim kosilom, z lepim razgledom. Tako da, ker je baje gor restauracija, sem mislila iti gor na kosilo, ampak ja, bomo videli, kako se skupaj izgleda. Z dvema gondolama smo se pripeljali na nadmorsko višino 3000 metrov, odkoder je prelep razgled na okoliške vrhove in goro Kacbek. S prvo gondolo smo se v 15 minutah dvignili za okrog 540 višinskih metrov, z drugo pa v istem času za približno 430 višinskih metrov. Smučišče Godauri je sicer najvišje in največje smučišče v Gruziji. Leži na višini med 1500 in 4200 metri, smučarji pa se lahko popeljejo po kar 64 km smučarskih pist. Visoka nadmorska višina in dobra infrastruktura pa nista edini lastnosti, zaradi katerih se sem odpravi vsako leto več turistov. Vso sezono je namreč mogoč heli skiing oziroma smučanje na odmaknjenih predelih, kamor te pripelje helikopter. Za razliko od Kanade, kjer je tak način smučanja tudi zelo popularen, je tukaj tudi cenovno ugoden. Evo, mi se že peljamo naprej, dobro smo se najedali, tako da zdaj gremo pa naprej na drugo stran tega prelaza, kjer bomo tudi prespali. S tole gondolo smo šli v bistvu z dvema gondolama, ne s tremi. Z dvema do vrha, vsaka izmed njiju pelje 15 minut, potem pa še ena iz vrha malo bolj dol, kjer sem mislila, da bova jedla, ampak na koncu nisva, zato ker kljub temu, da je milijon nekih kučic pa fast foodov pa ne vem kaj, so vsi zaprti. Potem sem hodila gor nazaj na vrhu, ker je restauracija jest pa je bila tudi zaprta, tako da sem mogla nazaj do prve postaje gondole, ker sem bila res že zelo lačna, da sem dobila ta Kačapuri, ki je bil sicer res dober, ampak tudi res drag. Tako da, ja, lepo slovo od hribov, no, čeprav vsem tale gondola ni primerljiva s tisto v mesti. Tlele gledamo čez okno, tamle na hribu je ena poroka majhna, pa danes sva tudi pri gondoli, na vrhu gondole, videla glih eno zaroko, tako da danes je čist romantičen dan. Res zapuščamo hribe, malo smo žalostni, ampak ja, saj smo bili dolgo časa tukaj, pa res je bilo lepo poletje, tako visok.
Smo pa drugače skoraj eno kužiko popakirali, no jaz sem jo skoraj rok, je bil malo proti. Ampak res je bila bolj prisrčna in strklana. Sicer je imela po mojem vsaj 50 kg, ampak vseeno. Pa po možnosti je bila breja, nisem Ja, čist to je prepričan, možno. ampak precej verjetno. Tako da je enega 50-kilskega psa bi še prenesel tele v kemperju, ampak pol še 5 mladičev, pa ne vem, kako bi šlo. Bi že. Drugače gremo pa zdaj dol do Unga jezu, ki smo tudi takrat prespali, ko smo se gor peljali. Vmes moramo še vodo nafilati, če bomo kje videli kakšno stojnico s sadjem pa zelenjavo, bomo še to nakupili. To je pa to, kar nekaj opravkov na poti, ampak bo pa lepa vožnja. Vodo smo uspeli nafilati, sadje in zelenjave na žalost nismo uspeli kupiti, ker je nedelja in verjetno so že vse branjevke pospravile popoldne svoje stojnice, tako da to nam je ostalo za jutri. Smo pa tam pri uni pipi oziroma pri unem izviru ali karkoli je tista voda, smo še kemper malo spucali spredi kabino in havbo in to, ker je bila res ultra osrana od vseh teh prašnih poti gor v hribih. Tako da zdaj spet lep, bomo videli, koliko časa bo. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.